Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. Danes bomo prisluhnili predstavitvi znanstvene monografije dr. Salvatorja Žitka in dr. Brigitte Mader z naslovom Med Benetkami in Dunajem, ki ponuja poglobljeno analizo o tem, kako je bila kulturna dediščina v Istri in obmejnem jadranskem prostoru vse od beneške dobe pa do osamosvojitve Slovenije uporabljena kot orodje političnega vpliva, nacionalnega prestiža in ideološkega oblikovanja identitete. Prisluhnimo. Z nami je dr. Salvator Žitko in to predstavitev knjige danes gostimo v okviru predmeta kulturne prireditve na Fakulteti za turistične študije turistika. Moje ime je pa Urška. Torej, z nami je dr. Salvator Žitko in je ugleden slovenski zgodovinar, dolgoletni muzealec in publicist, ki se že desetletja posveča raziskovanju zgodovine Istre, še posebej njenega kulturnega stoletja. Po diplomi iz zgodovine in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani je svojo poklicno pot začel kot profesor. Nato pa več kot 25 let vodil Ukrajinski muzej v Kopru. Je tudi ustanovitelj in predsednik Zgodovinskega društva za Južno Primorsko. Seveda je pa za svoje delo prejel tudi več priznanj, med njimi častno priznanje Izidorja Cankarja ter naziv častnega občana mestne občine Koper. Torej, dr. Žitko, hvala, da ste si vzeli čas in danes prišli k nam predstaviti vašo novo knjigo. Hvala tudi vam oziroma fakulteti turistiki. Hvala lepa za vaše povabilo, za pobudo, da predstavim moje zadnje delo, pravzaprav, ki sem ga snoval kar nekaj let. Torej, zlasti seveda se zahvaljujem dr. Tadeji Jakolin, s katero nekako prijateljujeva, moram tako reči, že kar nekaj let in rade volje se udeležujem tudi različnih projektov, ki jih snuje v okviru fakultete. Tudi seveda, kolikor je v moji moči in znanju, zlasti spregovorim na to temo, torej kulturne dediščine, ki mi je prav gotovo na nek način, kot ste uvodoma predstavljali, napisana na kožo. Torej, kot rečeno, sem študiral zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pa umetnostno zgodovino. Takrat je bil pravzaprav obvezen dvopredmetni študij. Se pravi, da ni bilo tako kot kasneje, veste, ko je lahko zgodovinar se odločil in rekel, jaz bom študiral samo en predmet, torej zgodovino, ampak potem obvezno je moral morda še kakšen tuj jezik, se pravi ali latinščina, ali nemščina, ali morda angleščina, kakorkoli. Torej, k sreči je bil takrat dvopredmetni študij in meni se je zdela kombinacija zgodovine in umetnostne zgodovine ravno pravšnja in še kako se mi je potem to obrestovalo. Morda že na gimnaziji, ko sem bil profesor, ko sem pač poleg zgodovine učil tudi tako imenovano estetsko vzgojo, tako se je ta predmet imenoval. To je bilo v bistvu umetnostna zgodovina. Zlasti pa seveda kasneje, ko sem prišel v muzej, ko sem začel spoznavati teren oziroma mestna jedra z izjemno pomembno kulturno dediščino, ki je seveda zelo specifična v tem prostoru in še kako prav mi je prišlo jasno poznavanje umetnostne zgodovine, čeprav moram reči, da tisto znanje, ki sem ga odnesel s fakultete v Ljubljani, čeprav smo imeli nekatere zelo ugledne profesorje, strokovnjake, naprimer dr. Luc Menaše, dr. Nace Šumi in nekateri drugi, so seveda nam dali kar veliko znanja, ampak veste, ko človek pa pride enkrat v ta predel obmorski, pravzaprav vidi, kako mora tako rekoč začeti sam, skozi študij, skozi, bi rekel, raziskave, skozi morda prve objave. Veste, in je dovolj, da se, naprimer, v Kopru, ker sem vrsto let živel, zdaj živim v piranski občini že več kot 30 let, ampak torej, Koper je bil tisti, ki me je nekako formiral, moram reči, tudi, bi rekel, mi je dal tisto širino. Ko sem se usedel, naprimer, v Lodžo,
In ko sem z očmi drsel zlasti po Pretorski palači, po fasadi Pretorske palače, ne, tukaj takoj na levi je fasada stolnice, potem Pretorska palača z obema sosednjima palačama, torej z foresterijo in armerijo. Torej, take arhitekture ni nikjer v Sloveniji, to je popolnoma jasno, ne. In torej, ko sem prišel na, rekel, take definicije oziroma opredelitve ali termine, kot je na primer gibelinska merlatura, kaj je to gibelinska merlatura, tega nam ni noben profesor nikdar pravzaprav znal obrazložiti, ne, ali pa, na primer, heraldične kompozicije sansovinesknega tipa. Kaj je to? Torej, dokopati se v bistvu moraš sam. To je tako specifičen prostor, tako specifičen, kjer sem imel občutek, da so tudi naši profesorji na umetnostni zgodovini, torej tudi sam Nace Šumi, ki je pisal pravzaprav o baroku in tako naprej, tudi v tem obmorskem pasu, bil v veliki zadregi. Tako da dejansko je tukaj res možno skozi lasten študij pride do nekih določenih spoznanj, do širšega, globjega vpogleda. Seveda se moraš predvsem zavedati, da je o tem veliko tuje literature, zlasti italijanske literature, ki jo je bilo treba sistematično vzeti v roke. No in zlasti, ko sem potem prišel po 10 letih poučevanja na gimnaziji, kot ste omenjala, v Koprski muzej, sem se srečal tudi z fenomenom torej odtujene kulturne dediščine oziroma odtujevanja ali, kot rečeno, boljše reči, evakuacije, množične evakuacije umetnin in predmetov kulturne dediščine in seveda v povojnem času tudi za njeno restitucijo oziroma vračanje. Hvala. Preden vam vrnem še besedo, da boste začeli s predstavo svoje knjige, bi še sama povedala par besed. Torej, knjiga, ki jo bomo danes spoznali, ni le znanstveno delo, ampak je tudi izjemno pomemben prispevek k razumevanju kulturne dediščine kot dinamičnega in pogosto občutljivega političnega pojma. Torej, avtor dr. Salvator Žitko nas skupaj z dr. Brigito Mader popeljeta v prostor med dvema zgodovinskima in kulturnima središčema, to sta Benetke in Dunaj. Torej, kjer se dediščina ni oblikovala le skozi izraz lokalne identitete, temveč tudi kot sredstvo za utrjevanje nacionalnega prestiža, simbolne moči in političnega vpliva. Torej, v času, ko je dediščina vse bolj vpletena vprašanje lastništva, lahko tako rečemo, knjiga odpira nekatera pomembna vprašanja, kot so kdo si lasti samo dediščino, kako jo predstavljamo in komu pravzaprav pripada. Torej, zdaj bom pa besedo predala vam nazaj, nato pa bomo dogodek nadaljevali s samim pogovorom in tudi z razpravo, kjer ste pa tudi vi sami vabljeni, da vprašate kakšno vprašanje, če vas bo zanimalo. Sedaj pa izvolite. No, torej, omenjala ste mojo soavtorico, dr. Brigito Mader. Tokrat sem nekako v tem delu zaznal, da bi bilo njeno sodelovanje zelo dragoceno. Ona je namreč po rodu Avstrijka, rojena na Dunaju in tudi živi stalno med Trstom in Dunajem. Midva sicer govoriva, čeprav sem se učil nemščino v gimnaziji, raje govoriva italijansko, ker mi nekako lažje teče. In moram reči, da je ona kot arheologinja dobra poznavalka zlasti tega področja, pozna gradivo in se veliko ukvarja ravno z obdobjem cesarske Avstrije oziroma prostorom avstrijskega Primorja. Veliko je napisala člankov in sprav na to temo in ta tema je, ko boste kdaj lahko posegli po publikaciji, ki je šla, veliko posvečala pozornosti ravno temu obdobju in tej problematiki, ker se nama zdi zelo pomembna.
Torej, kot rečeno, za razliko od prejšnjih del, zlasti v tem delu, torej v Italiji zadržane umetnine iz Kopra, Izole in Pirana, ki je šla leta 2005, pa sem sodeloval z dr. Sonjo Ano Hoyer, takratno konzervatorko na spomeniškem varstvu, na Zavodu za spomeniško varstvo v Piranu. Torej, Sonja seveda je bila tudi kot umetnostni zgodovinar zelo dobra poznavalka te problematike, tako da smo vsak nekje s svojega zornega kota v bistvu tega leta 2005, oba dva sta se udeležila te znane tiskovne konference, ki jo je takratni podsekretar na Ministrstvu za kulturno dediščino italijanske vlade Vittorio Sgarbi sklical v Rimu in tako da nekako sva oba dva pristopila potem k sugestiji, da na nek način odgovorimo italijanski strani, ki je 3 leta zatem, ko je to gradivo bilo prvič javno predstavljeno javnosti, novinarjem in tako naprej, torej se je italijanska vlada takrat odločila, da ta dela, ki so bila desetletja na nek način skrita, na pol inkognito prisotna v kletnih prostorih palače Venecije v Rimu, da jih restaurirajo in da jih nekako dajo vendarle na ogled širši javnosti, ne le strokovni, ampak vse javnosti. No in tako da, bi rekel, ta katalog, ki je 3 leta zatem izšel v Trstu, kjer je bila tudi otvoritev, kjer je bila razstava v muzeju Revoltella, ta zelo zajeten, zelo bogat, moram reči, tudi odlično napisan z vrsto odličnih člankov, ekspertiz in tako naprej italijanskih kolegov, ki nosi naslov, torej Historia opere d'arte da Paolo Veneziano a Tiepolo, torej je najina knjiga, pravzaprav Sonja Ano Hoyer, nek odgovor, torej nekakšen odgovor, kjer seveda je tudi, kot boste videli, vrsta torej umetnin, dragocenih umetnin, ki so se hranile zlasti v obeh obalnih mestih, tako v muzejih kot v cerkvah. To se pravi, da na nek način smo dali vedeti in k sreči je ta publikacija tudi trojezična, se pravi, da je prevedena v angleški in italijanski jezik, torej da je bila dostopna tudi širšemu krogu bralcev oziroma strokovnjakov, kar je bilo zelo pomembno, da so na nek način dobili dokaj hitro tudi stališče, odgovor naše slovenske stroke. No in tako da, bi rekel, se mi zdi ta publikacija prav gotovo zelo pomembna in tukaj, kot rečeno, sva v tandemu s Sonjo Hoyer pripravila prve tekste in seveda tudi sezname restitucijskega gradiva, tako da je bil to v bistvu velik pripomoček tudi v nadaljnjih pogajanjih, ki so potekala med obema stranema in tako da je jasno bilo tudi italijanski strani jasno, da razpolagamo z avtentično, verodostojno dokumentacijo, ki se je na srečo ohranila bodisi v Koprskem muzeju, v arhivu, pa tudi na Zavodu za spomeniško varstvo. Tako da na nek način je s tem ta, po eni strani, tudi dialog bil vzpostavljen, ampak proti enim argumentom smo lahko nastopili z drugimi argumenti. No in jaz sem kasneje potem tudi torej takoj sprejel pravzaprav pobudo pa naše, torej v bistvu cerkvenih struktur, se pravi koprske škofije,
ki je nasledila nekdanjo tržaško-koprsko škofijo. Seveda danes je njeno ozemlje nekoliko drugačno, kot je bilo, kajti prišlo je zlasti po ozenskih sporazumih dokončno do ločitve med obema sedežema. Se pravi, danes je sedež samostojne koprske škofije v Kopru, tržaška škofija, ampak najmanj 80% tega restitucijskega gradiva je v cerkveni lasti. To se pravi, ali v lasti same koprske škofije oziroma župnije, se pravi v stolni cerkvi, pa v nekaterih manjših, da ne govorimo o samostanih, torej pravo bogatstvo umetnin je v samostanu Svete Ane v Kopru, ki kot vemo, pripada frančiškanom observantom, da ne govorimo seveda o Piranu, kjer je pa, kot vemo, bila tako imenovana pinakoteka Franciskolum, se pravi, da so frančiškani imeli izjemno dragoceno zbirko slikarskih del, ki so še danes k sreči deloma ohranjena v samem samostanu, ampak nekatera najdragocenejša dela iz Pirana in ravno v tej publikaciji, za razliko od prejšnjih nekaterih mojih prispevkov, v katerih sem pisal o tej problematiki, zlasti v zadnjih številkah revije Annales, se posebej posvečam Piranu. Piranu morda tudi, veste, zaradi nekih mojih osebnih občutkov, da temu kraju, v katerem živim, koncu že 30 let, na nek način delam krivico. Da nisem korekten, namreč nekako res sem bil, moram reči, tudi čustveno. Jaz sem pač nekako odraščal, jaz sem pri 15 letih prišel v Koper. V Kopru končal gimnazijo, potem pač tistih 6 let oziroma 5 let sem bil odsoten v Ljubljani, ampak potem sem se vrnil v Koper in vsa ta leta in potem 10 let, kot rečeno, delal na gimnaziji in potem več kot 20 let v Koprskem pokrajinskem muzeju. Tako da res so bila moja raziskave so bile bolj ali manj usmerjene v Koper, ki pač ima izjemno bogato zgodovino, to je pač dejstvo in to je bil zame nenehen izziv, ampak seveda potem sem pač rekel, zdaj pa res skrajni čas je, da se morda pa pri tem delu bolj posvetim Piranu in vidite, eno od vprašanj, ki se odpira tudi v tem delu, je ne samo umetnine, ampak tudi tiste dragocenejše zbirke, knjižnične zbirke, zlasti pa seveda arhiv. Za razliko od starega koprskega arhiva, ki je leta 1944 bil evakuiran v celoti. V celoti so ga odpeljali iz Kopra, torej v bistvu je nekako človeku čudno oziroma nenavadno, da so 3 poglavitne, najpomembnejše kulturne ustanove v medvojnem času z izjemno dragocenim gradivom, delovale v palači Belgarmonitaco, kjer je sedež Koprskega muzeja, se pravi, da so se nekako stiskale v eni sami palači, morda je bilo za evakuacijo potem toliko lažje, ker je bilo vse tam na kupu, so samo zložili v zaboje in odpeljali v Italijo, ampak kot rečeno, vidite, kaj pomeni, in to vprašanje se mi seveda zastavlja tudi, kaj se je dogajalo leta 1944 v Piranu, zakaj, za razliko od Kopra, in kdo je bil sposoben, in tukaj so navedbe nekatere. Jaz se sicer do avtentičnih arhivskih virov nisem dokopal, ker je vprašanje, če obstajajo. Ampak 1944 leta naj bi baje po navedbah skrili pod stopniščem občinske palače
stari piranski arhiv in celotno dediščino oziroma zapuščino Giuseppeja Tartinija. Tako da imamo danes k sreči v Piranu, poglejte, celotno zapuščino Giuseppa Tartinija, ki je zaživela v njegovi rojstni hiši, tam je pač spominska soba z vsem, tudi z Amatijevo violino, če hočete, in celoten stari piranski arhiv. Kaj pomeni imeti tako bogat arhiv doma v lastni hiši, ali pa da ga nimaš, kot je primer Kopra, ki je danes stari koprski arhiv, dostopen sicer v Beneškem državnem arhivu, ampak je treba hoditi tja. Veste, življenje v Benetkah ni, vi ne morete priti za en dan v Benetke pa reči tja, oni vam več kot 2 fascikla na dan ne bodo dali. To vem jaz iz lastnih izkušenj. Ampak prideti pa, kaj meni stane, da grem do Pirana, grem lahko peš na vse zadnje in lahko tam sedim 3-4 ure, kakor hočem, ampak mi je na voljo celotno gradivo. Torej, kaj to pomeni za raziskovalca? In ravno to je, bi rekel, eno od vprašanj, ki se mi je zdelo zelo pomembno, da sem ga na nek način izpostavil, da imamo vsaj stari piranski arhiv. To so seveda zaznali tudi naši kolegi, starejši in mlajši, že moji profesori, dr. Gestrin in nekateri drugi, da ne govorim o Miroslavu Pahorju. Miroslavu Pahorju, ki je bil v pravem času, na pravem mestu in ki mu gre nedvomno izjemno velika zasluga, da se je ohranilo vse to, kar se je ohranilo, in na nek način to delo, jaz nisem sicer napisal, to delo posvečam dr. Miroslavu Pahorju, ampak v bistvu ga posvečam njemu. Ga posvečam njemu, veste, zaradi tega, ker jaz sem spoznal Miroslava Pahorja ob pravem času, ko sem sprejel vodenje koprske muzejske ustanove. Jaz sem bil brez izkušenj. Jaz sem pač se ukvarjal s pedagoškim delom, to je čisto nekaj drugega. Ko prideš v eno tako ustanovo, torej, ko moraš prevzeti vodenje in strokovno delo, in ne poznaš terena, ne poznaš gradiva, nimaš izkušenj, tako rekoč, mi je bil dr. Miroslav Pahor v izjemno oporo, moram reči. On je imel znanje, izjemno znanje, izkušnje, tako z muzejskega področja, pa seveda kot zgodovinar. In on mi je potem začel svetovati, je rekel, poslušaj, daj začni se ukvarjati, on je bil prvi doktor znanosti zgodovinske in on je seveda veliko delal po Beneškem državnem arhivu in tako naprej in njegova doktorska dizertacija točno zajema eno od teh pomembnih vprašanj socialnih gibanj v Piranu in tako naprej. Je rekel, začni se ukvarjati z beneško zgodovino. Veš, je rekel, to obdobje je najmanj 500 let trajalo in če ne boš imel ti tega znanja, tega poznavanja, te problematike, je rekel, bo vse skupaj viselo v zraku. In potem sem videl, da ima prav in mi je svetoval, katerih tem naj se lotim in dejansko sem sledil njegovim sugestijam in napotkom in tako da res moram reči, mi je bilo izjemno, potem sva tudi kasneje zasnovala, ker na Piranskem zavodu je bila sicer že Sonja Hojer, je bil Tone Mikeln, ampak na nek način, torej midva kot zgodovinarja sva čutila zlasti potrebo oziroma sva sprevidela, kako v obalnem pasu v bistvu ni znanstvene periodike, slovenske znanstvene periodike. Bilo je ogromno italijanske periodike, kar je razumljivo. Bile so nekatere revije, kamor smo lahko objavljeni, tudi jaz sem začel objavljati, naprimer v reviji Obala ali pa Primorska srečanja, ampak to je bilo to. Znanstvene periodike v tem prostoru ni bilo, se pravi, ali če si hotel kot zgodovinar kaj objaviti, kaj te knjige, si se moral obrniti torej na uredništva zgodovinskega časopisa v Ljubljani ali revije Kronika in tako naprej, ampak
To je bilo seveda natrpano z vsemi članki iz vse Slovenije in če si bil še mlad, pa neuveljavljen in neugledan, si težko prišel na vrsto. No in dejansko sva potem midva zasnovala revijo Slovensko morje in zaledje in je išlo potem 6 številk, 2 sta bili dvojni številki, to se pravi, to so nekako zametki znanstvene periodike. Žal je potem Miroslav Pahor zbolel za rakom, umrl. Jaz sem se nekako poslovil od njega, on je ležal v ankaranski bolnici, ne vem zakaj. In on je čutil, da se mu bliža konec. Se pravi, jaz nisem vedel, kako ga potolažiti, sem rekel Miro, ti si tako močen, tako fizično si, toliko volje imaš, ti boš prav. Ampak potem zunaj mi je doktor Žbona, s katerim smo bila kolega, je rekel, žal, ne bo preživel. No in res, to je bila velika izguba, velika praznina je nastala, in on je, tako rekoč, veste, tisti, ki je v Piranu postavil po konci tisto ključno ustanovo, torej muzej, najprej kot mestni muzej in potem kot pomorski muzej, ker je nekako čutil, je rekel, tukaj je ta potreba po prikazovanju, raziskovanju pomorske usmerjenosti Slovencev izjemno pomembna in zato pač je šel razvoj in tudi to nekako je zapopadeno v, jaz sem eno sliko našel in sem jo tudi objavil, torej dr. Pahorja, in seveda tudi tega njegovega angažiranja v okviru takratne komisije za dediščino, torej ki ji gre zasluga, da je v tistih časih, ko eksodusa, ko so seveda prebivalci, zlasti italijanski, veliko stvari skrivaj tudi odnašali s seboj in je marsikaj seveda zginilo, vendarle veliko tega rešil, preprečil, da ni šlo še več gradiva, da je ostalo vse to, kar je ostalo. No in tako da na nek način je to verjetno, da so to verjetno na nek način, torej tisti delčki, dragoceni delčki povojnega obdobja, torej teh segmentov iz piranske zgodovine, ki so malo znani ali pa povsem neznani. Tako da, rekel je, tudi zaradi tega to moje delo na nek način mi res prišlo kot naročeno, da sem morda nekatere stvari lahko objavil prvikrat, tudi po zaslugi, in tukaj moram reči, se moram zahvaliti Vinku Oblaku, ki mi je dal nasvet, je rekel, v Piranskem arhivu boš našel veliko gradiva za to, kar te zanima, in moram reči, da so bili te mlajši kolegi, to je Piranski arhiv, vemo, je enota, območja, to je enota Pokrajinskega arhiva v Kopru, ampak moram reči, so bili zelo prijazni, sem šli zelo na roko in da sem res lahko vzel v roke marsikaj tistega, česar nisem poznal in kar prav gotovo res morda povsem na novo razkriva nekatere drobce, nekatere segmente, ki so pa še kako pomembni. Hvala vam za to. Malce ste že omenili, pa če strnemo misli, kaj vas je motiviralo za pisanje te knjige? Ste že omenjali malo dediščino? Ja, kaj me je motiviralo? Veliko stvari, vsaj 3. Prvič, če pa sem že govoril, kombinacija, to je moja usmeritev zgodovina, umetnost zgodovina in seveda s tem sama dediščina, kulturna dediščina tega prostora, predvsem premična kulturna dediščina, kajti z nepremično se bolj ukvarjajo na Piranskem zavodu, kar je razumljivo. Veste, mi nimamo tako kot Italijani, torej oni imajo nekoliko drugače te resorje. Pravi, premična dediščina je pri nas res v domeni muzejev, se pravi in Pomorskega muzeja, ki zbira torej predmete in ima tudi umetnostno zgodovinsko zbirko, pa zlasti seveda Koprski
muzej, ki je pristojen torej za celotno premično dediščino obalno-kraškega prostora. Torej, to je en razlog, se pravi, na nek način ta moja orientacija usmerjena v zgodovino in kulturno dediščino. Drugo, prav gotovo je to, da sem se, takoj ko sem prišel v muzej in v muzeju sem ostal potem dobrih 20 let, tako rekoč od samega začetka začel ukvarjati z problemi tudi restitucije. Se pravi, da na nek način sem zaznal, da vrsto predmetov manjka v muzeju, tako kot moji predhodniki. In tako da so me relativno zgodaj vključili v različne komisije, ki so se takrat formirale na državnem nivoju, torej na republiškem. In da sem seveda se udeleževal sestankov v glavnem v Ljubljani, oziroma na nek način, veste, smo skupaj pred razpadom Jugoslavije, smo skupaj sodelovali s Hrvaško zlasti. Seveda, oni so bili zainteresirani zlasti za območje Dalmacije in Istre, odkoder je ravno tako odhajalo veliko tega gradiva. Tako da so ti naši sestanki včasih potekali, kot rečeno, v Ljubljani, včasih v Pulju, ne. No in tako da smo skupaj začeli pripravljati sezname, torej konkretne sezname restitucijskega gradiva, kajti zavedali smo se, da je to zelo pomembno in kot rečeno, k sreči smo imeli v hiši ohranjenega veliko seznamov, avtentičnih, se pravi, predvsem tistih dokumentov, torej, ki kažejo seznamu oziroma potrdil o prevzemu. Se pravi, leta 1940, ko so se italijanske oblasti odločile in odredile, torej preko tržaške soprintendence, Koprskemu muzeju, da pripravi točne sezname umetnin, ki jih bo treba umakniti, so ostali reverzi. To je velika sreča. To so avtentični dokumenti, kjer je žig tržaške soprintendence, kjer je podpis torej tistega, ki je bil pristojen za evakuacijo in tako naprej. In to nam je kasneje še tako prav prišlo na pogajanjih, na zadnjih pogajanjih z italijansko stranjo na Brionih. Torej, to je bilo še oziroma, ja, takrat so bila še nekje zadnja leta pravzaprav Jugoslavije. No in tako da v bistvu smo lahko ravno na podlagi te dokumentacije, mene so prosili, jaz sem bil v tako imenovani ekspertni skupini. Torej, vodja naše delegacije na Brionih je bil eden od najbolj znanih slovenskih pravnikov, strokovnjakov za mednarodno pravo, dr. Borut Bohte, ki je žal lansko leto umrl, ampak torej, bil je res izjemno sposoben in to mu je priznala tudi italijanska stran. 3 dni smo sedeli, veste, tako rekoč v klauzuri, zaprti, torej v neki veliki dvorani hotela na Brionih. Torej, v bistvu smo imeli pauzo samo za kosilo, pa večerjo, pa morda smo šli na kakšen sprehod, so nas peljali po Brionih, torej to je bila pač Titova rezidenca, ampak očitno so namenoma, veste, nas takrat spravljali na ta otok, da ne bi imeli stikov z zunanjim svetom ali kakorkoli. No, ampak torej, glede teh dokumentov, v nekem momentu, torej, ko smo zlasti italijansko stran s težavo prepričali, da smo prišli iz vprašanj arhivov in katastrskih map na umetnine, z veliko težavo so pristali na to, ker to je bila pač neka rak rana njihova. Se pravi, ko smo prišli na umetnine in smo pač nekako vendarle dali vedeti, da imamo dokumente, torej dokaze, kdaj, kdo je evakuiral, je prevzemal to gradivo in tako naprej,
je rekel vodja njihove delegacije, to je bil nek honorable Stefano de Andreja, je rekel, prosim, a mi lahko pokažete te vaše dokumente, da jih vidimo. Ne? No in potem mi je pač predsednik, torej naš Bogde, mi je namignil, jaz sem imel mapo, ne, sem nesel, torej temu Stefanu de Andreju, je vzel, je gledal, me tako malo neverno pogledal in me vprašal, seveda po italijansko, in rekel, ma chi mi garantisce che questi documenti sono autentici, che non sono falsificati. Tako, zelo zajedljivo, sem rekel, io posso garantirla, sem rekel, lei vede i timbri e le firme, sem rekel, e questo non si può falsificare. In potem je utihnil. Torej, vidite, tako je to, ne, tako to zgleda, ne, ko enostavno nočeš sprijeti, ne, ampak kot rečeno, tukaj je bilo izredno pomembno, da smo te dokumente imeli v rokah in da smo seveda lahko rekli, lejte, te naši seznami so nastali na podlagi avtentičnega gradiva, ki ga hranimo v teh naših inštitucijah. Tako da to so bila zame, rekel, dragocene izkušnje, na podlagi katerih sem potem, veste, zdaj pisati tako, da se vrnemo na to moje delo, veste, pisati tako delo je na eni strani seveda, je to čisto ne, po metodološki plati ne, zgodovinsko, za določeno distanco, logično, ne, ki ga pišeš na podlagi virov, literature, ki je nedvomno rekel, zelo bogata in moram reči, da jaz sem moral prebrati ogromno italijanske literature, zaradi tega, ker tudi na italijanski strani, za razliko seveda od nas, veste, so tam cele doktorske dizertacije, ki so posvečene tem vprašanjem. In sem se moral prebijati ne, po 300-400 strani, moram reči, tudi seveda zelo tehtno napisane, strokovno napisane. Ne. Jasno je tam njihov zornik, njihov pogled, ampak torej, jaz si nisem moral in tukaj si človek ne sme dovoliti, da ti potem nasprotna stran reče, lejte, niste upoštevali naših pogledov, naših stališč, naše literature, ne, tako da pač moraš reči, oprostite, smo upoštevali vse, torej poznamo bolj ali manj, ampak seveda o tem pišejo zelo veliko. To, kar me je nazadnje spodbudilo, veste, to, kar me je pa nazadnje spodbudilo, je pa seveda nedvomno zelo pomembna razstava, ki sem si jo ogledal v Vili Manet, morda jo je kdo med vami videl, torej zelo tak, torej naslov so dali ne, tak, zelo udaren, torej guerra all'arte, to je prav značilno seveda italijansko, se pravi vojna, ne, ki je naperjena proti umetnosti. Ne. Vojna, ki je torej, se pravi v letih 1940-45, se pravi v teh najbolj pomembnih obdobjih druge svetovne vojne in seveda podnaslov Beni culturali del Friuli Venezia Giulia tra protezione, se pravi med zaščito e distruzione in uničenjem. Ne? Pravi, oni so mojstri, veste, oni so mojstri leporečja oziroma obračanja, o tem bova verjetno še kaj rekla, obračanja nekaterih pojmov, ki jih je bilo treba seveda tudi zavrniti in jih postaviti v nek realnejši kontekst. No, pa omenili ste tudi vračanje umetnino, ne? Torej, kako vi z vidika kulturne dediščine vidite to problematiko glede vračanja umetnin in kakšni so izzivi, bi lahko temu rekli? Torej, zame je to vprašanje pravzaprav dan danes, 2025, v bistvu anahronizem. Anahronizem nekega časa, nekega prostora, ki po tolikih letih, ko živimo v neposrednem sosedstvu z Italijo, ko pravzaprav niti ni več fizičnih meja, ko je to nek
enoten kulturni prostor, se mi zdi to vprašanje po svoje nevredno vseh tistih vrednot, ki smo jih vendarle vsi skupaj uspeli vzpostaviti v okviru Evropske unije, v kateri živimo. In če mi ne bomo verjeli, vsi skupaj, Evropejci, v te vrednote, potem pač ne vem, kakšen smisel ima, ker jaz mislim, da koncu leti razvoj, in jaz imam ta leta, da sem marsikaj doživel, različne sisteme oziroma režime, dobesedno, režime, in sem na nek način, res moram reči, osebno zelo zadovoljen, vesel, da sem še doživel to, da danes živimo brez meja, da lahko, jaz se spomnim koliko, včasih sem pač šel v Trst, ob sobotah ali medtem, kakorkoli, to so bile nepregledne vrste, to si čakal po 1 uro, da si šel čez blok Škofije, ali pa da smo šli v Hrvaško Istro, ravno tako, ob sobotah, nedelj, morda na kopanje, torej, danes teh meja ni več. Veste, in kakšen privilegij, verjetno mlajša generacija se tega niti ne zaveda, torej, kako, da je ta pretočnost pravzaprav danes nekaj samo po sebi umevnega, tako da, in se bojim na nek način trenutka, sej fizično tiste, torej celinarnice ali pa tiste meje pa še vedno obstajajo, nekatere so porušili, nekatere služijo nekim drugim namenom, ampak spominjajo na neke druge čase, tako da se mi zdi dejansko to v tem smislu anakronizem, veste, zlasti zaradi tega, čeprav se nekateri mlajši kolegi, kot razberem v literaturi, se tega zavedajo, ampak preseneča me stališče, da je v bistvu za Italijo to vprašanje adapta. Torej, da se s tem vprašanjem Italija ne misli več ukvarjati, oziroma da s tem, ko so te umetnine danes na voljo, in si jih lahko kdorkoli ogleda v muzeju Sartorio v Trstu, ali pa v Gemoni, ali morda še v nekih drugih muzejih, ustanovah, in da je stari koprski arhiv v bistvu tudi na voljo raziskovalcem v Beneškem državnem arhivu, da je Italija pravzaprav napravila vse, kar je bilo v njeni moči, torej, da praktično tukaj v raziskovalne znanstvene namene ne more nihče osporavati Italiji tega, da kakorkoli še vedno skriva, prikriva. In seveda Italija ravno tako stoji na stališču, da je to v bistvu njena last, se pravi, da je do te evakuacije, kar je seveda po svoje res, in so tukaj potem zelo zapletena pravna vprašanja, da je Italija, torej to celotno gradivo, leta 40 in potem leta 44 evakuirala iz svojega teritorija na svoj teritorij. Se pravi, to je bil italijanski teritorij, kar je dejstvo. Tukaj je bila pač, kot vemo, po prvi svetovni vojni je Italija razširila svoje območje do Rapalske meje, v okviru katerega je bil ves zahodni rob današnjega slovenskega ozemlja, vključno z Istro, Kvarnerjem in tako naprej. Se pravi, da so se pač leta 40 odločili, da zaradi bližajoče se vojne, zaradi razmer nepredvidenih, odpeljejo oziroma evakuirajo to gradivo v enega od zbirnih centrov, torej po daljšem iskanju so se odločili za to znano Vilo Manin, bilo je pa, kot boste razbrali iz moje knjige, tudi še nekaj drugih večjih zbirnih centrov, se pravi, da ni samo Vila Manin. In ker je to gradivo ostalo, in o tem je nedvomno izjemno dragocen
izjemno dragocen vir je pa ta dnevnik o umiku umetnin iz Kopra, Izole in Pirana, ki ga je pisal takratni direktor Videmskega muzeja, ki pa je bil s strani torej, vlade oziroma tržaške soprintendence, torej Carlos Someda de Marco, je bil pooblaščen za to, da bedi torej, nad usodo oziroma torej, da varuje to gradivo, ki je seveda v vojnem času dejansko k sreči nepoškodovano dočakalo konec vojne. Oziroma najprej dočakalo razpad oziroma propad fašizma, razpad nekdanje Italije po 8. septembru leta 1943, ko so seveda začeli iskati zaradi vojnih razmer tudi možnosti, kako vračati določene umetnine nekdanjim lastnikom, ki so še vedno ostali. Ne. No in tukaj ta bi rekel, dnevnik je njegov je izjemno dragocen, veste, ker skoraj dan za dnem piše, kaj se dogaja z umetninami in zlasti seveda, kakšna nevarnost jim preti, ne? In zlasti se tukaj kaže ta ambivalenten odnos tedanje fašistične Italije, ne, do leta 1943, v odnos do nacistične Nemčije, kot seveda zaveznika, ne, v tej skupni vojni, in seveda potem po propadu tudi Salojske republike, ne, torej, ker je Mussolini, kot vemo, ostal na čelu te preostanka fašistične Italije do konca vojne, ne, in torej ta ambivalenten odnos, ko pravzaprav človek ne ve, ali so Nemci v očeh Italijanov zavezniki ali so sovražniki. So eno in drugo. So eno in drugo. Tako da v bistvu skozi vse to, na nek način, veste, se ta zgodba potem odvija do konca in Carlos Someda de Marco ob koncu vojne napiše: upam, ker so seveda umetnine ostale na oni strani, ne, upam, da bo napočil čas, ko bodo lahko v miru in normalnih razmerah vse te umetnine vrnjene na kraje svojega nastanka. Lepa misel, lepa, prav gotovo, poštena, iskrena, ampak seveda so te umetnine šle, kot vemo, ne, potem v nadaljnjih letih, ne, so kam romale v Rim, ne nazaj na kraje svoje, ampak so romale v Rim. No in tukaj se potem začne ta zgodba Vittoria Sgarbija, s katero pravzaprav jaz začenjam to svojo pripoved. Moral sem pač nasloniti, ne, na nek način na tiste, rekel, tehtne argumente, torej s katerimi je v bistvu potem italijanska država skušala na nek način najti neko salomonsko rešitev. In on, torej v nekem članku z naslovom Istrska umetnost, umetnost Istranov, torej v tej publikaciji, torej Opere d'arte, tukaj na srečo je on vse to napisal, ne? To je nedvomno bilo zame izjemno dragoceno. Iskreno je napisal. Iskreno napisal je rekel, jaz enostavno kot umetnostni zgodovinar se nisem mogel več sprijazniti s tem, ne, da so te umetnine še vedno v zabojih, ne, v kletnih prostorih Palače Venecija, torej da v bistvu propadajo, torej in da na nek način je Italija v neki stalni zadregi, kaj pravzaprav zdaj in seveda je dobesedno skrivala pred širšo javnostjo. No in on skuša potem utemeljiti to svojo odločitev. Prvič je rekel, moja odločitev, da po tolikih desetletjih v funkciji, ne, podsekretarja na Ministrstvu za kulturno dediščino te umetnine končno iz kletnih prostorov potegnem ven in jih
predstavim širši javnosti. To je bilo sredi maja leta 2002. Ne. Jaz se še tako kot danes se spominjam, da sva šla z kolegom Grdino, torej umetnostno vzgojo iz muzeja, svojim kolegi, svojim kolegi. Dajva se vsesti na letalo, morala biti v Rimu, tam je bila potem tudi Sonja Hojar, pa tudi še nekateri drugi kolegi. In dejansko sva prišla en dan oziroma 2 dni pred to napovedano tiskovno konferenco. Seveda jaz moram povedati naslednje. Jaz sem Vittorio Sgarbija spoznal že prej. Jaz sem ga spoznal 1 leto pred tem. In Vittorio Sgarbi je bil tisti, ki je takrat v funkciji podsekretarja pravzaprav našel mojo telefonsko številko, našel moj naslov in je želel, da se dobiva, da se vidiva, da se pogovarjava in da obišče Koprski muzej. Tega ne ve nihče. Torej, on je imel očitno neke vezi oziroma znanstva z Rovinjskim centrom za zgodovinske raziskave, kjer so mu dali mojo številko in on me je poklical ob 11. zvečer. Ob 11. zvečer me pokliče profesor Žitko, io vorrei visitare il suo museo. Sono onorevole, sono molto onorato della sua visita, però non in quest'ora. Si immagini noi 2 di passeggiare a mezzanotte in museo, sarà come un film di Fellini, se non sbaglio. No in potem je videl, da pač ne. Ampak je prišel 3 tedne kasneje, pa spet v nekem nenavadnem času, v nedeljo popoldne, ko so muzeji ponavadi zaprti. Torej, enostavno se je videlo, da ni hotel, da bi kdorkoli videl, zaznal, da je on prišel v Koper. Ne? In sva se potem usedla v glavni dvorani, sedela tam dobre pol ure, če ne več. On si je, torej, absolutno si je želel ogledati, pravzaprav, odkot so te umetnine, tudi Karpačove, je bil pa strokovnjak za Karpačo, on se je s tem ukvarjal, odpeljane. Ne? In takrat je očitno on že imel v mislih, kaj bo naredil, to se pravi, da bo res te umetnine spravil na plano in tako naprej. In tako da sva se z kolegom Gardino en večer, mislim, da se je ravno nekje vrnil iz Uzbekiska, ne vem, kaj on je stalno potoval. No in tako da je sklical en večer prej v svoji pisarni, to so ogromne prostori, to so velike dvorane, ta palača Venecija je bila pač tako zelo stara in to. No in dejansko je to izgledalo, veste, kot v kakšnem Fellinijevem filmu, ne. To je neverjetno. Vittorio Sgarbi, ki je pač tako lep moški, tak tipičen Italijan in tako naprej, je imel ob sebi na tleh, torej ga je objemala neka Rusinja, neka Nataša, je rekel, torej midva s kolegom sva stopila, je bila že kar precej stolov zasedenih, in ko sva midva s kolegom Gardino stopila skozi vrata, naj jo je zagledal in rekel, i miei amici di Capodistria. To je zelo zaigrano, zelo spretno zaigrano. No in potem pač uvod je bil ta, da je rekel, guardate questa bella signorina, Nataša come mi ama. In tako da, rekel, tako malo je zaigral, ampak potem smo se seveda začeli pogovarjati. In tako da naslednjega dne, ko je bila tiskovna konferenca, so skušali seveda pojasniti, zakaj to njegovo dejanje, kaj ne. Ampak seveda, kaj se je videlo? Videlo se je, in o tem piševa tudi Sonja Hojar in tudi jaz, pravzaprav, da je takrat v bistvu že to sprovociralo en zelo hudo, torej konfliktno situacijo, se pravi, v Rim je prišlo veliko ezelskih krogov, se pravi tistih, ki so absolutno seveda bili zadovoljni, da so ta dela končno prišla na dan, in zato tudi uvodoma Vittorio Sgarbi pravi, jaz sem bil pred
težki situaciji, v težkem položaju, mu priznam. Ne. Torej, jaz sem moral nekako ta misterij prekiniti, ne, to enigmo je bilo treba preseči in sem jo presegel, ne. Ampak jaz sem moral istočasno, kot sem utemeljil razloge, da sem spravil te umetnine ven, seveda tudi utemeljiti razloge, zakaj morajo pa te umetnine ostati na italijanskih. To je pa seveda drugo. In on potem našteva, zakaj. Kaj je tisti temeljni razlog, na katerem Italija pravzaprav še danes vztraja pri tem. On je rekel, lejte, temeljno je to. Rekel, Istra se je v letih 45 do 54 demografsko, etnično tako spremenila, zlasti po velikem eksodusu italijanskega prebivalstva. Istra je danes torej, slavizirana, je postala torej, pokrajina, torej, ki je bila nekoč pretežno italijanska. Oni ves čas uporabljajo termin italianità dell'Istria. Torej, to je bila pretežno italijanska pokrajina, rekel, danes ni več. Poleg tega, ne, da je slovanska, ne, torej pretežno, da je slovanski živelj se naselil in tako naprej. Rekel, poleg tega je še razdeljena med Slovenijo in Hrvaško. Groza, ne. Torej, enostavno, da ni mogel razumeti pravzaprav. Ne. Ampak, torej, in zato je rekel, nihče nima moralne pravice italijanskemu življu, ki je zapustilo ta prostor in je vzelo s seboj seveda tudi del, je rekel, to je del zgodovinskega izročila, del zgodovinskega spomina, ne? In zato imajo oni popolno pravico, da so to gradivo vzeli s seboj in da bo to gradivo ostalo na italijanskih tleh in da bo našlo seveda in je kasneje res našlo svoje mesto v muzeju Sartorio, oziroma kasneje je nastal ta, torej, ki je sicer bolj muzej Exodusa, ampak Museo della Civiltà Istro-Quarnerina Dalmata. In torej, ta je bolj pod patronatom tržaškega Irčija, torej tega inštituta, ne, kjer so v glavnem jezovski krogi, kjer pa seveda mirno zapišejo, so rekli, tukaj v tem muzeju ob teh dragocenih umetninah je vse tisto gradivo, ki kaže na latinski in beneški značaj Istre, česar v Istri ne boste več srečali. Ne? Je rekel, tukaj pač je vse tisto, kar kaže na to veliko civilizacijo, ne, ki je danes pravzaprav ni več. Veste, ta kolaž prenesti je zelo težko. To je ena od leži, ena od teh natolčevanj. Če greste vi od Koprskega muzeja, preko Piranskega, do Poreča, do Rovinja in tako naprej, ne, koliko je lapidarijev ali pa muzejev z rimskimi ostalinami, povsod. Vsi začnejo z Rimom, morda že prej, ne, z Kašteljevjem, ampak vsaj z Rimom, potem je srednji vek, potem je beneško obdobje. Ne. Kje so, na primer, kakšne umetnine z metali na cesto, ki so beneškega izbora, kako nikjer, ne, nikjer. Mislim, da seveda je tukaj treba jasno in glasno, ne, tudi italijanski strani dopovedati, da mi nismo barbari, tako kot dostikrat uporabljajo ta, ne, ti barbarski, ne, Slovani, ki so se sem naselili in gorje, kaj bojo s tem gradivom naredili, ne. Torej, da nismo barbari, da smo civilizirani, torej, in da spoštujemo to dediščino, ki je to dediščina tega prostora. In seveda tudi poglavitna Zgarbijeva, torej premisa, se pravi, je rekel, jaz sem pač, vem, ne, da je običajno tako, da umetnine po principu provenience v bistvu morajo pripadati teritoriju, kjer so nastale. Ampak nek sodobnejši razlog ali neko sodobnejša interpretacija pa omogoča, da so te umetnine tudi drugje. Ni nujno, da so na kraju svojega
nastanka svojega izvora. Ne. Se pravi, to je lahko samo še nek fizični, geografski prostor, kjer so nekoč nastale, te umetnine so seveda lahko drugje. Tukaj se seveda odpira to zelo široka panorama tega vprašanja evakuacije umetnin, ne, s katero in tudi seveda v moji publikaciji boste videli, jaz sem moral seči nazaj v zgodovino, absolutno sem moral seči in videti, kje so začetki, kje so izvori tega. In seveda do masovnih evakuacij, kot verjetno veste, če poznate nekoliko bolj zgodovino, ne, se začnejo z napoleonskimi kampanjami v Italiji leta 1796-97, ko so celi vozovi odhajali na tovorjeni, zato ker takrat je bil še francoski direktorij na oblasti in so ohranjena pisma, kako narekujejo Napoleonu Bonapartu kot komandantu, poveljniku italijanskih sil v Italiji, da mora čim več od Rima gor, torej čim več teh umetnin, magari iz cerkva, samostanov, palač in tako naprej, da to mora in nekateri francoski, ravno francoski, ali umetnost se tudi torej zlasti bil takrat Romain de Quincy, ki je pisal prve polemike, so zahtevali, so rekli, lejte, umetnine morajo ostati tam, kjer so nastale. To ne more zdaj, to seveda krasi Louvre, in vemo, da na Dunajskem kongresu, po Napoleonovem padcu, so zahtevali, da se večji del, da Francija vrne večji del teh umetnin, ampak vsi so imeli maslo na glavi, in Francozi, in Angleži, vemo, kaj so Angleži iz Grčije, antične Grčije, kaj so vse odpeljali, pa da ne govorimo o Egiptu in tako naprej. Danes so vsi evropski muzeji, poglavitni, od Londona, Pariza, Berlina in tako naprej, polni torej tega dragocenega gradiva, ki so naropali oziroma odnašali v času kolonializma in tako naprej. Tukaj se odpira, zelo široka paleta tega in jaz na nek način seveda potem ne morem ostajati na tem generalnem področju, ker ne bi prišel nikamor, ampak sem se moral potem počasi usmerjati v ta prostor in slediti temu, bi rekel, odnašanju teh umetnin iz tega ožjega prostora, torej v času cesarske Avstrije, seveda zlasti tam cesarska Avstrija je na Dunaj odpeljala vse, kar se je seveda dalo, in vemo, da so Dunajske galerije in cesarski dvor so bili polni teh umetnin, iz Pirana in Kopra in tako naprej, in kjer je bila les in jaz sledim tej odisejavi teh umetnin, to se pravi, da je bilo to gradivo koncu, bi rekel, potem prisotno v veliki meri v Avstriji, in tukaj mi je bila zelo dragocena ravno pomoč in sodelovanje Brigitte Mader, in potem po Saint-Germainski pogodbi, torej ko je Avstrija razpadla kot cesarstvo, ko se sproži prvo veliko vprašanje restitucije. Torej, restitucija ni samo fenomen najnovejšega časa, ampak je fenomen veliko časa, spravi že po prvi svetovni vojni, torej ko se vidi, kako, in tu mi je bila ta primerjava odlična, kako se Italija odnaša, ko je po prvi svetovni vojni med zmagovalci, torej ko je bila seveda ena od teh velikih evropskih sil, torej ki je potem jasno dala Avstriji, ki je bila ponižana, je razpadla, pravzaprav Dunaj je bil lačen, dobesedno je stradal, kako so Italijani poslali na Dunaj delegacijo 200 strokovnjakov je bilo tam, ki so seveda imeli celo palačo, torej na voljo in dobesedno šli v vsako biblioteko, v vsak muzej, vsako galerijo, in je Italija dobesedno iztrgala Avstrijo ogromno tega gradiva, in del tega gradiva na srečo je pa prišlo tudi takrat nazaj na obalo, v obalni prostor, ki je bil seveda pod Italijo.
ampak ne v Piran, ker Piran takrat muzeja med obema vojnama še ni imel, ampak v Koper. Tako da posvečam potem precejšnjo pozornost Koprskemu muzeju, ki je nastal pravzaprav že tik pred Prvo svetovno vojno in ravno tako tej tako imenovani istrski pokrajinski razstavi 1910. leta, ki je bila na nek način en neverjeten podvig, še pod Avstrijo, ampak bolj ali manj italijanskih strokovnih krogov iz Trsta in Istre, torej ko so uspeli na enem prostoru, zlasti, torej to je bilo na trgu Brolo, je bilo postavljeni vrsta paviljonov, ampak potem umetnine so raje postavili v bolj varne prostore. No in so izrabili predvsem velik kompleks samostane Svete Klare, kjer so natlačene, to so te najdragocenejše umetnine, ki jih je takratni celotni istrski prostor premogel. No in torej, tako da iz te pobude, iz te razstave je potem nastala ideja, pa dajmo končno v Istri poleg Pulja, pa Trsta, morda pa je treba ustanoviti še kakšen muzej, kamor bomo dali te umetnine. No in tako je nastal takrat ta mestni muzej za zgodovino in umetnost v Kopru, torej Museo di Storia dell'Arte, torej Museo Civico, in je kot tak funkcioniral, deloval med obima vojnama, tako da mi je to zelo, zelo pomembno in seveda, jaz sem potem tem lažje, torej ko sem pač toliko let vodil to ustanovo, mi je bilo tem lažje na nek način iz prve roke dobiti te informacije, te vire, in tako da praktično sem lahko na nek način res potem dal ta prerez restitucijskih zahtev v času pod Avstrijo, ki je že k sreči vzpostavila svojo zakonodajo, zlasti pa seveda potem med obema vojnama v času Kraljevine Italije, ki je pa seveda tudi imela svojo zakonodajo, svojo organizacijo, se pravi zlasti to mrežo torej teh nadzorništev oziroma soprintendence z vso ključno pomembno vlogo tržaškega nadzorništva, ki je imel ingerence nad celotno Istro oziroma Julijsko krajino. Tako da, je to, veste, tukaj se človeku odpira celo vrsto vprašanj, moraš zelo paziti, da se dobesedno ne zgubiš. Torej, da vendarle to nit vlečeš naprej in da seveda pridem do tega ključnega leta 40 in do ključnega momenta, torej, za katerim je stal takratni minister Giuseppe Bottai, ki je vodil, torej zanimivo, da je Italija umetnine, premično kulturno dediščino, torej spravila pod ingerenco Ministrstva za nacionalno vzgojo, torej to je tako imenovano Ministero per l'Educazione Nazionale. Torej eden od teh velikih fašističnih liderjev, Giuseppe Bottai, ki je bil sicer zelo izobražen človek, zelo načitan, zelo razgledan, je takrat, torej pred letom 40, se pravi v letih 38, 39, 40, veste, kaj se je dogajalo? V Münchenska konferenca, 1939 se že začne druga svetovna vojna, in jasno, Italija je leta 1939 že z tako imenovanim jeklenim paktom med Hitlerjem in Mussolinijem pravzaprav prisiljena, da stopi v vojno, ker je, jasno, Hitler že bil popolnoma odločen, da se bo začela druga svetovna vojna. No in leta 40, oziroma malo pred junijem leta 40, ko je prišlo do te evakuacije, je bila Italija, da še to povem, ker mislim, da je ključno, je bila pred temeljno dilemo, za katero je stal tudi Giuseppe Bottai kot pristojni minister. Je rekel, če se odločimo za masovno evakuacijo umetnin, zlasti torej iz Kopra in Pirana, iz vseh ustanov, cerkva in tako naprej, bo Istra
izgubila svoj italijanski značaj, ki daje, torej te umetnine dajejo pečat, torej tukaj je prepoznan, ker je ta umetnost italijanska, je rekel, to ne moramo zanikati in to je dejstvo, ne? Torej bo izgubila in poleg tega, je rekel, to bo verjetno tudi slabo vplivalo na psiho prebivalstva. Rekli, kaj pa zdaj, zakaj pa zdaj, torej Italija, ki je bila na višku moči leta 40, ne? Zakaj pa Italija zdaj evakuira, ampak to je bilo seveda obmejno območje, zakaj pa Italija evakuira, če je koncu, ne, torej suveren, ne, a se odpoveduje temu svojemu prostoru. Ne. Po drugi strani je rekel, pa jasno, ne, mi ne moramo vedeti, če Italija stopi v vojno leta 40, magari na strani nacistične Nemčije, kaj se bo dogajalo v tem obmejnem prostoru. Je rekel, lahko seveda, da bodo sem segle tudi operacije vojaške, da bo prišlo vojaštvo, da bo prišlo, je rekel, torej tukaj je usoda teh umetnin in kaj bomo pustili našim zanamcem, ne, če bodo te umetnine uničene. Ne. No in potem so se vendarle odločili za evakuacijo. Evakuacijo so seveda nekateri strokovnjaki svetovali, so rekli, lejte, to območje obmejno, o vsem, kar se je v tem obmejnem območju dogajalo med obema vojnama, da ne gremo podrobnosti v zgodovino, ne. Rekel, to območje je nesigurno. To prebivalstvo slovensko in hrvaško je do nas sovražno, ne pričakujte. In ker so razmišljali, so rekli, na licu mesta bi morda v teh mestih, v Piranu in Kopru, zaščitili z vrečami peska samo nekatere morda fasade ali stavbe ali kakorkoli. Odločili se bomo za masovno evakuacijo, naročili so neko prevozniško podjetje in potem po daljšem času se odločili, da je Vila Manin, ki je velik kompleks, najprimernejša in je tudi ta Ludovico Manin, oziroma je ta zadnji lastnik, je rekel, da pač privoli, ker je bila prazna in tako naprej, je rekel, v redu, lahko evakuirate sem, čeprav Carlo Soveda de Marco tukaj zelo hitro napiše, ne? Je rekel, lejte, Vila Manin je in ni varen kraj, ne? Odločili so se namreč, da bodo na streho dali tista znamenja UNESCO, ki jih je UNESCO med obema vojnama, to se pravi tukaj ali so bolnice, ne, ali pa torej kraji, ki so zaščiteni zaradi tega, ker je v njih kulturna dediščina. Je rekel, morda bo to še bolj privablo. Poleg tega pravi tako, Vila Manin je blizu Kodrojpa, ker je veliko železniško križišče. Je rekel, blizu je letališče. Se pravi, da je in ni varna, ampak pač časa ni bilo, možnosti ni bilo drugi. Skratka, te umetnine so evakuirali tja, no in tako da praktično se mi s tem na nek način meni zaključi ta moj pogled, ampak seveda kritičen. Jaz na nek način sem vendarle skušal v italijanski strani zlasti naliti čistega vina in res navesti tiste temeljne razloge, bistvene, realne razloge, zakaj so se odločili za evakuacijo in kaj je seveda se rekel. Preseneča me na nek način, kako neka država, ki ni napadena, Italija leta 40 ni bila napadena, nihče jo ni ogrožal. Obratno, Italija je ogrožala sosednjo Jugoslavijo, kar je pol leta kasneje seveda za svojo agresijo, za svojim torej, prodorom, ne, na naše ozemlje tudi dokazala. Ne. Jaz se rekel razumem, ne, da je do evakuacije prišlo v eni Franciji, Belgiji, Nizozemski, ki ima bogate muzeje, ogromne, in tudi Francozi so evakuirali del Louvra na podeželje in tako naprej. Ampak to je razumljivo, saj kot država, ki pa je agresor, ki napada, ne, se koga se boji. Ne? Oni so pač napisali zaradi bombardiranja in nevarnosti. Zdaj, res se tukaj človek vpraša,
kdo je nor, kdo se spreneveda. Ampak kakorkoli, to je pač bila uradna utemeljitev in kot rečeno, jaz sem potem na nek način moral tudi z vsemi temi protiargumenti, tudi po vseh povojnih dogajanj, od Pariške mirovne pogodbe leta 1947, ko je Italija kot poražena sila bila, v bistvu je bila klauzula, se pravi, da mora vrniti katastre, arhive, umetnine in tako naprej in se tako rekoč v bistvu potem že v času nekdanje Jugoslavije in potem seveda tudi v času samostojne Slovenije tako rekoč ta pogajanja neprestano vlečejo in se zaključijo, kot rečeno, z tistim zadnjim velikim srečanjem, ki sem ga uvodoma omenjal, na Brionih, kjer sem pač tudi sam sodeloval in kjer praktično smo po 3 dneh prišli vendarle do enega zaključka. Torej, to srečanje je bilo v mesecu aprilu, so rekli tako, v mesecu septembru naj se dobijo neč več na diplomatski ravni, ampak na ekspertski ravni, najprej, in to v Rimu, najprej arhivarji in rešijo problem arhivov, kjer je bil seveda lažje rešljiv kot problem umetnin. So rekli, potem pa morda sledi še diskusija oziroma pač ta pogajanja o vračanju umetnin. Torej, to je seveda, potem je Jugoslavija, kot vemo, razpadla. Italiji je šlo to sjajno na roke, se pravi, da praktično je imela potem v nadaljevanju opravka samo z Slovenijo, z eno od bivših republik, kar je bil verjetno za njih lažji zalogaj. In vemo, da je potem sicer prišlo še do nekaterih pogajanj in tako naprej, ampak praktično je to vse skupaj postopno poniknilo in tako da jaz vem, da sem še nekaj časa potem še hodil v Ljubljano, v Narodno galerijo, ki je imela to celotno gradivo, celotno dokumentacijo in torej, da smo tam na nek način razpravljali o teh vprašanjih, nenehno dopolnjevali te sezname, izpolnjevali in tako naprej. Takrat je bil direktor še dr. Andrej Smrekar in pri tem je koncu tudi ostalo. Torej, pri tem je ostalo, se pravi, da vprašanje je ostalo popolnoma odprto. Mene sicer veseli, da je vmes potem vendarle prišlo do nekaterih zelo konstruktivnih, zanimivih srečanj, strokovnih srečanj. In sicer bi tukaj izpostavil zlasti velike dosežke mojega muzejskega kolega, nekdanjega umetnostnega zgodovinarja Janeza Mikuža, ki je uspel leta 1971 že v Koprskem muzeju organizirati srečanje 3 dežel, torej Koroške oziroma Furlanije, Istre, se pravi, da so prišli strokovnjaki iz avstrijskega prostora, iz italijanskega prostora in seveda slovenskega in hrvaškega. Jaz imam poimenski seznam vseh strokovnjakov, ki so takrat na nek način predstavljali elito umetnostno-zgodovinsko in jaz še danes ne vem, kako je Janezu Mikužu uspelo dobiti te strokovnjake torej v Koper in da so odprli nekatera vprašanja, ki so bila tudi dediščine. No in en dan so se potem odpravili v Piran. Obiskali takrat najmanjše piranske cerkvice, ki so nekatere so prenavljali, to bili pa 70. No in potem so se odločili, da bi imel eden od takratnih najvidnejših italijanskih strokovnjakov, umetnostnih zgodovinarjev, Michelangelo Muraro, predavanje o prihodu in delovanju
Viktorija Karpača v Piranu. Kako je pravzaprav takrat on v Piranu, na licu mesta, v bistvu upodobil to svojo znamenito palo, ker so rekli nemogoče, detajli, ki so v ozadju, so rekli nemogoče, da bi to nekdo, nek slikar, če ni bil na licu mesta, če ni z morja opazoval Pirana, piranske panorame, ne? On je ob tej priliki, ko je imel to odlično predavanje, zelo jasno in glasno potem rekel, poglejte, te umetnine, zlasti Karpačeve, se morajo vrniti na kraj njihovega nastanka. Je rekel, tukaj ne moramo pač biti nekega drugega mnenja, sodijo sem nazaj v ta avtentični prostor, kjer so nastale. Torej to iz ust takratnega enega najvidnejših, če po Googlu pogledate, kdo je Michelangelo Muraro, boste videli, ne, torej res ne gre za vrhunskega strokovnjaka. Ne. Jaz sem, bi rekel, kasneje veliko kontaktiral z drugim, ki se je zelo italijanskim torej, strokovnjakom, ki je bil pa sicer klasični filolog in tudi umetnostni zgodovinar, torej, ki je napisal eno vrsto dragocenih del tudi o umetnosti, Francesco Semi. S Francescom Semijem so se videvala pač v Kopru ali pa, kada sem prišel v Benetke, tako sem ga poklical, je prišel rade volje, sva se usedla torej v Café Florian na kavo in tako naprej, debatirala. On je bil tisti, ki je v tistih letih 1969 nenehno pisal italijanske časopise in striktno zahteval je rekel, lejte, dosti te sramote, torej te umetnine se mora vrniti nazaj. In tretji, ki ga jaz žal osebno nisem poznal, ampak je bil v Ljubljani in torej v Kopru in Ljubljani, ne, je bil Federico Zeri. Federico Zeri, eden tudi uglednih italijanskih umetnostnih zgodovinarjev, ki je potem tudi dobil nagrado. On je sodeloval na razstavi Tuji slikari v Narodni galeriji v Ljubljani. Ne, in on je ob tej priliki tudi spregovoril o tem vprašanju. Tudi veliko sodeloval z Ksenijo Rozman, žal že pokojna umetnostna zgodovinarka v Narodni galeriji. To so tri pomembna imena, ki jih jaz na tem svojem delu moram, jih omenjam, ob naših, naprimer Francesco Steleto in drugih. Se pravi, da zdaj si lahko predstavljate strniti to, ne, strniti vso to problematiko v eno samo knjigo, ne, tako da se ne zgubljam preveč, da je tukaj vendarle neka rdeča nit, ne, ampak da ne zanemarjam teh bistvenih vprašanj in da seveda na nek način vedno konkretno pa izhajam iz enega prostora, ne, iz tega našega dragega Pirana. Ne. Iz tega prostora izhajam, ne, in na nek način seveda potem tudi zaključujem, kaj si jaz danes o Piranu mislim, ne, kako na Piran gledam, ne, kaj je Piran, kaj predstavlja pravzaprav danes Piran za ljudi, ki v njem živijo in ki vanj prihajajo kot obiskovalci. Ne. In seveda ne, tudi koncu, ne, to, kar sem vam že v začetka, kaj mislim o sami problematiki torej restitucije umetnin, torej da je to nedvomno žal ne, anahronizem današnjega časa, ki ga kakorkoli politika ne, na eni in drugi strani ni sposobna preseči, ampak stroka je tukaj nemočna, žal. Ima lahko svoje mnenje in je povedala svoje mnenje, ampak tista sfera, ki odloča o teh vprašanjih, je seveda diplomacija oziroma politika. In v ta namen je bila potem pred enim letom tudi pri naši vladi osnovana nova komisija, ki jo torej vodi dr. Tomaž Kuncl, naš nekdanji veleposlanik pri Vatikanu, verjetno dober poznavalec, torej tudi italijanskega prostora in tako naprej. No in lansko leto so potem kooptirali naknadno v to komisijo tudi sedanjega ravnatelja Koprskega muzeja, Marka Bonina in pa me.
Tako da smo imeli zadnjo sejo pred lansko leto v Piranu in tudi obiskali stolnico, obiskali piranskega župnika, obiskali, torej pater in župnik sta tudi člana te komisije. Tako da jaz se nadejam, upam, torej, da bo in si želim, da bi ta publikacija, ki sem jo nekako torej, skupaj s Brigito Mader, ki smo se da bo to v veliko oporo oziroma pomoč te naši komisiji oziroma orientacijo, ker pač jaz vem, da tisti, ki se s tem vprašanjem ne ukvarja, te problematike čisto preprosto, morda jo pozna okvirno, ne morajo pa poznati v detajlih, ker je to nemogoče, ker je preveč kompleksna, preveč zapletena, ampak vendarle mislim, da smo bili dolžni na marsikaj odgovoriti, postaviti svoje argumente, svoje stališče in seveda, da bo to en pripomoček v nadaljnjih pogajanjih z italijansko stranjo. Žitko, iskreno vam hvala. Hvala tudi vam za to trpežljivo, se smo nekoliko o teh stvareh bi se dalo govoriti še. Ja, mislim, da se lahko strinjamo, da če zanimiva tematika, čas prehitro beži. Tako da še enkrat hvala, da ste prišli in ste nam vse to predstavili. Hvala tudi vsem vam, ki ste se tega udeležili. In upam, da vam bo ta knjiga v navdih, da boste tudi v prihodnje mogoče raziskovali samo kulturno dediščino mogoče v svojih krajih. In hvala in želim vam Če še kakšno vprašanje, morda tudi, ne? Lahko je tudi Ja, seveda. Torej, v naštevanju tako zvanih italijanskih argumentov, Ja. moram reči, da nekateri od njih so, imajo svojo težo. Imajo, priznam. Tudi jaz. Priznam. Ampak, Ja. nisem pa slišal, matematiki rečem, kako je z lastništvom teh stvari. Se to je bistveno. Kdo je plačil, tako rečem, kaj plača, da je naslikal sliko zgodovinovice. Zelo dobro vprašanje. Mislim, da je to ključno. Lastništvo je močane. Tako je. Ne? Torej, ni tukaj samo princip provenience, ampak lastništva. Torej, ko smo razpravljali na sejah komisije dolgo in široko in seveda tudi na nek način smo se morali omejiti na 3-4 torej, tiste argumente, ki bodo ključni, se pravi časovni okvir, se pravi od kdaj do kdaj naj bi bile naše zahteve. Prostorski, se pravi kateri prostor, ker Italija ni hotela priznati. Italija se je vedno zagovarjala, sej ta prostor od mejni nekdanje cone B še ni definitivno v suverenosti sosednje ali Jugoslavije ali Slovenije ali kakorkoli. Se pravi, da je bilo treba tukaj naslednji princip, je pa princip lastništva. Smo pač rekli, poglejte, glede na to, da imajo te umetnine svoje naročnike ali iz cerkvenih ali pa posvetnih krogov. To se pravi, točno se ve, v arhivih so podatki, kateri, torej, ali je bila Koprska škofija naročnik tedanja, ali je bil samostan, frančiškanski, ali samostan Svete Ane, ali kakšen tretji samostan, skratka, torej to lastništvo v bistvu po moje ne more usahniti. Se pravi, da ostanejo lastniki, pravi, ta dela, ki jih je Italija evakuirala in jih je potem tudi proglasila kot svojo državno dediščino, oni so pa seveda, veste, ložili vedno, ali so bile te umetnine v javnih ustanovah, ali so bile privatne, ali so bile v cerkvenih ustanovah, se rekel, ne glede na to, torej, dejansko je 80% tega gradiva v cerkveni lasti. Ampak danes pravni naslednik nekdanje tržaško-koprske škofije, in to je škof Janez Jenko neprestano dokazoval, je pač po ozenskih sporazumih, ker je prišlo vmes, je prišla državna meja in se morala tudi cerkvena oblast sprijazniti s tem, da pač je tukaj samostojna
koprska škofija, ki pa ima še vedno vse lastniške pravice in ingerence nad tem gradivom in ima popolno pravico, da to zahteva nazaj. Ne? Torej, žal, on ni uspel, ampak vendarle, torej, to vprašanje lastništva je eno od temeljnih vprašanj, ne, na katere pač jaz na nek način moral zaznati, da Italija ni bila nikdar sposobna odgovoriti, nikdar ni odgovorila. Ne. Zdaj, pri zadnjem problemu, veste, pri zadnjem, se pravi ta, torej vrnitev oltarne Carpačove pale, ne, iz muzeja Antonijana v Padovi, torej, ki seveda ostaja nekako lastništvo reda, frančiškanskega reda v Padovi, je verjetno za začetek, morda je to začetek nekega novega restitucijskega postopka, jaz domnevam, ne, najlažje rešljiv. Zakaj? Ravno zato, ker se praktično lastništvo ne spremeni, samo lokacija se spreminja. Se pravi, da iz sedeža reda v Padovi se ta umetnina vrne v njihov frančiškanski red v Piranu. Težje bo seveda za tiste umetnine, torej, ki so naprimer v lasti nekdanjega samostana oziroma sedanjega samostana Svete Ane v Kopru, da ne govorimo o najmanj 15 predmetih, ki so jih odpeljali iz nekdanjega mestnega muzeja v Kopru. Ampak ravno tako je danes Pokrajinski muzej Koper pravni naslednik nekdanjega mestnega muzeja, ohranjene so še vse stare inventarne knjige in tako rekoč 3/4 kulturno-zgodovinske zbirke iz tistega obdobja. Ja, pa jaz pravim, potem pa vzamete še vse to, če je ta problem tako hud, kakšen smisel ima imeti en delček, ne, te dediščine odtujen, ne, in torej, predstavljen javnosti v nekem novo nastalem muzeju Sartoriju, ne, sem rekel, 3/4 tega gradiva je pa ostalo v naših muzejih. To je totalni nonsens. Tukaj bi, veste, še na eno stvar, da jo ne bi spregledali, se mi zdi zelo pomembna in na katero smo ves čas opozarjali pravzaprav v času teh brionskih pogajanj, in sicer, torej, da te umetnine, ne glede na očitke, da je Istra zgubila svoj nekdanji italijanski značaj, ne, smo rekli, poglejte, kaj za vas, italijanska crkva za vas, prisotnost italijanskih skupnosti v vseh mestih vzdolž obale, ne, pa tudi v notranjosti. Povsod so te italijanske skupnosti zelo aktivne, žive, delovne in tako naprej. Ne. Sem rekel, in mislim, da imajo tudi oni vso moralno pravico, da dobijo ta dela nazaj, ker so tudi njim pripadajo, ne samo večinskemu življu. In veste, kaj mi je odgovoril Stefan Andreja? Ko zmanjka argumentov, postaneš aroganten in ciničen. Je rekel, ma poi, questi italiani che sono rimasti non sono più veri e propri italiani. In kaj ćete povedati? In jaz sem se rekel, oprostite, se rekel, jaz imam ravno med temi Italijani, che non sono veri e propri, molti cari amici, molti sinceri amici, che apprezzo molto. A così. Na tem nivoju, veste, se potem stvari lahko... Ja, oprostite. Ena gromozanska kraja na mednarodnem nivoju, ki dokazuje, da mednarodnega prava ni, kazenskega prava sploh ne, ker je pač močnejšega. Ampak, ko ste rekli, ko je gospod Trko cekel v zvezi z lastništvom, kaj bi pa rekla na to temo RKC oziroma Vatikan? Mi imamo kardinala, pa imamo še koga, ker sem precej študirala za projekt vaše knjige, 80% je lastništva, cerkvenega lastništva.
In najbolj enostavno bi bilo dobiti te umetnine nazaj s predsedniškim dekretom. Predsednik Mattarella bi izdal dekret in bi prišli nazaj. Zdaj se pravi, mi smo predvsem nespretni diplomati, do tega zelo težko še nekaj časa ne bo prišlo. Ampak kaj pa RKC? Ali njima morda, oziroma tako bom rekla, Vatikan je morda vseeno, vse v katerem okolju je, se je pravzaprav tako v naši lasti. Ker za vse to, ne samo za posvetne, ampak tudi za sakralne umetnine se pravzaprav bori bolj ali manj uspešno država, kot taka, ki je pač ločena od cerkve. To so ena velika vprašanja, kdaj bomo imeli kakšnega sposobnega diplomata, ki bo, kot ste lahko rekli, leporečenje naših sosedov lahko presegel z takim argumentom, da bodo rekli, damo nazaj. Ker Zgarbi je tudi nesrečno končal, pač tako kot je bil, so ga dobili s marmeladi. Seveda, tudi tehno vprašanje, prav gotovo, namreč tega se je zlasti, kot sem omenjal, škof Jan Senko zelo dobro zavedal, ki je bil pač prvi škof samostojne koprske škofije po Ozenskih sporazumih. In moram reči, da se je do konca življenja prav Polevje boril za to, da pride nazaj stari koprski škofijski arhiv, ki je v Trst Tržašnika, zlasti pa seveda umetnine, ki so bile pač odnešene iz koprskih sekotov, seveda tudi iz stolnice. No in njega je zelo podpiral Francesco Semi, to je dejstvo, in kadar je Semi prišel v Koper, to je bilo ponavadi oktobra meseca, je najprej obiskal škofa Jenka, potem pa je še mene poklical, da smo se še midva dobila v loži. No, ampak, torej, škof Jenko, mene so prosili pred nekaj leti, ko so pripravljali zbornik o škofu Jenku, če bi lahko napisal ravno o tem segmentu, o tem njegovem angažiranem delu. Njega so celo imenovali, torej na italijanski strani malo posmehljivo, il vescovo dei quadri. Tako da, ampak dejansko je tam razvidno in k sreči so mi dali ves arhiv, ki ga imajo, tako da sem jaz res lahko napisal na podlagi arhivskih virov celoten prerez teh njegovih prizadevanj, kjer se je videlo, da praktično, tudi on je kontaktiral z vsemi papeškimi nunciji tukaj v nekdanji Jugoslaviji, kontaktiral z različnimi kongregacijami v Rimu, kontaktiral z različnimi kardinali in celo se je obrnil na papeža Wojtilo, ki je bil, on je takrat iskreno upal, je rekel, ta je Slovan, bo imel več razumevanja, več posluha in morda se bo dalo kaj premakniti, ker je videl, da dejansko je izjemno težko prebiti te, se pravi, nisi vedel, kakšni so v bistvu odnosi, kakšne so relacije med Vatikanom in italijansko državo, glede tega vprašanja. Ampak, torej, potem se dejansko vidi, da praktično tudi te njegove intervencije na samem vrhu, da verjetno tudi papež Wojtyla kaj dosti ni mogel spremeniti ali doseči. To se pravi, da praktično koprska škofija oziroma koprska stolna cerkev je še danes brez teh dragocenih Karpačevih umetnin. Sodelovala je lansko leto na veliki razstavi Karpača v Doževi palači v Benetkah. In moram reči, da zelo vzorno skrbi za repertoar. Se spomnite, kako čudovito je ta oltarna pala, ki je na tem vzhodnem krilu, južnem krilu, pravzaprav, kako je čudovito restaurirana in tudi obe orgelski krili, ki sta ostali, torej tukaj vsa čast in slava našemu spomeniškemu oziroma restauratorski stroki, da tako vzorno skrbi torej za ta repertoar,
mislim, da se zavedamo. In jasno, ne, tudi ta zgodba okrog oltarne pale, ne, pred leti, morda se kdo spomni, ko je prišlo do sestanka 5 predsednikov Evropske pobude, torej, ki so se sestali v Piranu, je bilo rečeno, da naj bi ob tej priliki pa vendarle tedanji italijanski predsednik Luigi Scalfaro v znak dobre volje in dobrososedskih odnosov končno prinesel s seboj to znamenito oltarno palo Carpacciovo iz frančiškanskega samostana. Torej, kako je ta informacija prišla, ne vem. Mene je en večer prej, ni prišlo do tega obiska, Boris Šuligoj, ki je bil takrat dopisnik Dela, je vedel, da se s temi vprašanji ukvarjam, je rekel, jaz pripravljam članek jutri za Delo. Je rekel, kaj mi lahko ti poveš? Je rekel, iz prve roke, kaj misliš o tem? Sem rekel, poglej, dragi Bog, če bo jutri italijanski predsednik dejansko prinesel to oltarno palo nazaj v Piran, bom začel verjeti v čudeže. Pa mi ni bilo treba, žal. Mi ni bilo treba. Zdaj, mi smo se morali odpovedati pri naši publikaciji tej naslovnici. Torej, naslovnici, mi smo želeli pravzaprav dati sedanjo situacijo, se pravi oltar, pa ne prazen, ampak v tem praznem oltarju, kot vemo, frančiškani so dali to varno reprodukcijo. Ne. V bistvu to smo želeli, ker smo rekli, na nek način je ta naslovnica napisana dobesedno na kožo vsebini, ki jo obravnavamo, problematiki, ki jo izpostavljamo. In smo seveda v založbi Anales pisali eno vljudno prošnjo frančiškanskemu redu, če dovolijo objavo. No in odgovor je bil, prosimo, da ne objavite tega na naslovnici, ker ravno zdaj nekako potekajo pogajanja z italijansko stranjo in ne želimo, da bi karkoli ali kakorkoli vplivalo na to, da bi morda imela italijanska stran kakšen priročen izgovor, no in potem so se obrnili še na predsednika te medresorske komisije, dr. Tomaža Kunstla, ki me je potem poklical in me je prosil, rekel, gospod Žitko, prosim za božjo voljo, dajte nekako upoštevati, da je rekel, dajte se bova dobila v priliki, pa vam bom par zaupnih stvari povedal na 4 oči, ampak mi smo seveda potem umaknili, smo rekli, dajte, res ne bi želeli komorkoli škoditi in če kdo privošči, da patri dobijo nazaj končno to delo, so rekel, sem prav gotovo smo mi, oziroma sem jaz, no in tako da je ostalo pri tem, morda bom lahko začel verjeti v čudeže, tokrat morda ja, ampak nisem pa zelo prepričan, kajti, ampak kot rečeno, morda, veste, se Italija, tako kot je Zgarbi takrat moral 2002. Začutiti, da je zdaj pa konec, da je zdaj te enigme, da je treba presekati, da enostavno je bil pritisk prevelik, tudi strokovne javnosti, je videl, da je treba nekaj ukreniti, morda se tudi Italija v tem trenutku, v neki popolnoma drugi situaciji, kot je bila takrat, zaveda, da bo pa treba koncu le pristopiti k reševanju tega vprašanja, ampak seveda postopno, od primera do primera, od enega dela do drugega dela, skratka, začeti tam, kjer so problemi najlažje rešljivi. In verjetno je ta problem najlažje rešljiv, čeprav gre seveda za zelo prestižno delo. Doktor Žitko, še enkrat hvala.
in upam, da se v prihodnje spet malo srečamo. Ja, torej, sprem, ko bo ta publikacija išla bo proti koncu tega meseca, kot rečeno, zamik je razumljiv. In prvo predstavitev res predvidevamo ravno v Piranu, v Montorju, torej v teh prostorih, ki jih ima Pomorski muzej, tako da vabljeni tudi tja. Po spletu se bo dobilo naše obvestilo. Načrtujemo potem kmalu zatem predstavitev tudi v Kopru, kajti mislim, da Kopra seveda ne moramo preskočiti, tukaj je vrsta, že to, kar sem vam danes govoril, kakšno pomembno vlogo je zlasti Koprski muzej igral v tem vprašanju. Potem seveda razmišljamo, da bi predstavili to knjigo tudi v Ljubljani, se še dogovarjamo kje, tudi v Pulju. No in glede na tematiko, problematiko in glede na to, da je en del napisan v nemškem jeziku in odpira nedvomno popolnoma neznana poglavja pogajanj po prvi svetovni vojni med Avstrijo in Italijo, torej da bi predstavili to publikacijo tudi v Trentu, kot nekem pomembnem območju, ki je še dvojezično, in morda celo na Dunaju. Kar bi bilo za avstrijsko javnost pa prav gotovo verjetno zelo zanimivo in pomembno. Upajmo. Hvala še enkrat za razpravo. To je bilo za danes vse. Najlepša hvala za pozornost in brž v knjižnico.